Pozdravljeni v oddaji Kulturni raport. Tokrat vam predstavljamo drugi del praznovanja 10. obletnice obalnih rim, ki so jo obeležili v Centru mladih Koper. Poglejmo. Živijo, kaj delaš? Se učiš? Ne, znam že vse. Srečko, meni ne gre nič v glavo. Sploh ne vem, kje naj začnem. Vse je kar neki. Ej, poslušaj me. Veš, kakšne nore zgodbe, anekdote sem odkril v knjigi od Kopra. Čisto slučajno mi je pod roke prišla zgodba o koperskem plemiču Gavardu, ki mu ni uspelo priti do Kopra. Je revež prej umrl. Kaj si mi lahko, prosim, pomagaš učiti zgodovino? Ker če ne, bom jutri pisala 1. Veš, da je koperski plemič po imenu Gavardo odšel v London. Kaj lahko potem najprej zgodovina in potem zgodbe, okej? Kdaj se dobiva? Dej, ti povem eno na hitro, prosim. Kaj lahko, prosim, potem? Okej, čez 10 minut pred knjižnico. V redu. Čau. Pa kje si, ti zamujaš? Vztrajna si, Poslušaj, ta Gavardo je bil plemiški koperski plemič. Bil je opat, pesnik, libretist in čujo v London in v Pariz. Živjo, pridite! Pridite bliže, vama bom povedala zgodbo. Zakaj? Kakšno zgodbo? Pridite. Vse ti zdi varno. Ja, že ne bi šla bliže. Ne bojte se, saj vaju ne bom spravila v kletko in vaju pojedla. Smo duhoviti, daj mi gremo. Ampak daj mi pogled, kakšne zanimive karte ima. Sigurno nama lahko poje kakšno zanimivo zgodbo, a? Ti in tvoje zgodbe, samo eno. Sedite tu zraven. Ne, bova kar stala. Poglejte. Ta gospod na sliki je Gavardo. Gavardo! Koperski plemič, ki je stoletja nazaj živel v Kopru. To je ta Gavardo, o katerem sem ti govoril. Zberite. Zanimiva karta. Karta usode. Usodna za Gavarda. Kako usodna? Zakaj usodna? Na vama je, da najdete dediča in ugotovite, kje je skrita dediščina. Ojoj, nesreča. In bolezen, zato ga toliko časa ni bilo v Kopru. Kakšna spletka se je zgodila Gavardu. Midva, jaz in Ema, morava razrešiti to skrivnost. Midva nimava časa razrešiti te skrivnosti. Midva se morava iti učiti za test od zgodovine. A pusti test. To je prava zgodovina. Midva morava razrešiti to spletko o Gavardu. Midva! Pa saj ne verjameš, ne bodi otroči, no. Ravnokar je na vrata vajne sošolke potrkala punca in ona je ključ do te rešitve. Daj, predigrajva, ne vidiš, kako se zafrkava. Gio. Hello, I'm looking for Emma and Today. Please? Emma and Today. My classmates am I today? Yes, probably. Why are you looking them?
I need to speak with them urgently. Why? Ja, Ej, ti! Ena punca, ki pravi, da je iz Londona, te išče. Kaj znaš, da se je treba pred mojimi vrati? kdo je? Pa kaj se dogaja? Ja, ne, mi da zdaj se zdaj na poti v knjižnico. Pridi v knjižnico in pridi sama. Se razumela? Kdo je bil Ela, in kaj je hotela? neka punca iz Londona je potrkala pri njej na vratih. In nujno išče naju. Dobro, pa kaj je to, kakšna potegavščina ali kaj? Karte ne lažejo. Vidva sta ključ do rešitve. Daj pridi, greva. Bodita pozorna na znake na ulici. Imejte odprte oči in našpičena ušesa. Čez oceanka je potonila. Kaj? No dej, nehaj. Daj pridi, greva v knjižnico. To postaja že nekem snu. Dediči. Dedič. Zakaj pa ne dedinja? Seveda, Gavardo ima dedinja z imenom Margot. In kaj če vse res? Kaj če vse, kar je pisalo v njenih kartah res? Je vedela, da je vse res. Kako bi lahko kar ena XY ciganka vedela za Gavarda, a? Kako? In jaz sem danes zjutraj v njem bral. In ona mi ga je zdaj šlogala iz kart. Veš, kaj je to? Kaj pa če je le potegavščina? Kaj če me nekdo zasleduje? Niti podrazno ni potegavščina. Kako ona ve, kaj sem jaz danes zjutraj bral? In kaj pa punca na špiljenih vratih iz Londona, a? Seveda ne. Ne, čakaj. Glej, že skoraj smo pri knjižnici, pa nič kaj takega se nam še ni zgodilo. Vidiš, le potegavščina je bila. Ne, nočem, da bi bila potegavščina, hočem, da se nekaj zgodi. Daj, zgodi se že, daj. Kaj bom jaz? Ej, pazi, kje voziš? Skoraj bi naj povozil. Lejte, drugič, ko vidite kolo pred sabo, se umaknite, a? Če bi šel malo počasneje, da bi te lahko videla, bi se ti tudi umaknila. Lej, oprostite mi, samo zdaj moram iti naprej, ker moram pravočasno dostaviti ta paket. Koga briga? Čakaj. Kaj je? Komu neseš ta paket? To ni tvoja stvar. Mogoče pa je moja stvar. In kaj? Je tebi ime Gavardo mogoče? Mogoče mi je pa res ime Gavardo. Kako mu je ime? Gavardo. Ker te on slučajno smenil na nekoga, ki mu je ime Gavardo. Lej, lepo vas prosim, samo umaknem, da se mi spoti, da lahko grem naprej. Ne bova se ti maknila. On je Gavardo in že cel teden pričakuje natančno ta paket, ki prihaja iz Londona in je naslovljen na Gavarda iz Kopra. Dobro, okej, prihaja iz Londona, to je res. Naslovnik je Gavardo, to je tudi res. Ampak se vam ne zdi, da tako sredi brola naletim na točno tistega Gavarda, kateremu je paket namenjen? Se ti ne zdi? Na ključe? Se mi ne zdi na ključe, ker ni na ključi. Ti s paketom si tukaj. Gavardo je tukaj, paket je njegov in tebi se ne bo več treba kolesariti naprej. Kaj no, pol, če si Gavardo, ne?
konec koncev verjetno ni veliko gavardov v Kopru, ne? Tu imaš paket. Pa si že kdaj pomislil, da bi si zamenjal ime? Kdo ti ga je sploh dal takega? Kako smo pametni. Veste kaj. Jaz sem si premislil, ti nisi gavardo, ti si en pamš, na katerega sem ravno kar naletel tukaj na brolu in zdaj mene zafrkavaš. Ti sploh nisi gavardo, samo hočeš ta paket imeti. Zdaj pa čau. Čakaj, čez oceanka je potonila. No, kaj si rekla? Čez oceanka je potonila. Kdo ti je povedal? On, jaz, ti ja. Ja. Zdaj se spomnim. Ja. Točno to si mi rekel. Zdaj pa mi prosim, predaj že ta paket. Tukaj doma. Previdno z njim, odpiraš ga lahko doma in pazi res, ker je vsebina lomljiva. Naslednje geslo za predajo paketa pa je GG kabina sameva. Zdaj pa čau. GG kabina sameva. GG kot gavardo in kabina sameva. Kot ladijska kabina Gavarda, ki je ostala prazna, brez potnika. Bravo! Odpreva paket. Tukaj na trgu? Ne. Pela v knjižnico. Tam me očaka Špela. Edina potomka je Margo. Zamujata pol ure, sva že skoraj šli domov. Sva. Zakaj nisi prišla sama? Veš že vse? Pa zato, ker je moja prijateljica in več, ko nas bo, prej bomo rešili uganko. Ok, pustite to. Kaj je delala tista punca pred tvojimi vrati? Kaj je hotela? In kaj imaš tistem? Pa s čim? Tudi jaz sem danes zjutraj na nabiralniku dobila pismo. Kakšno pismo? Kaj piše v njem? Kdo ti ga je poslal? V njem piše v francoščini. In ti znaš francosko? Ne, sem dala v Google prevajalnik in nekaj malega je bilo razumljivega. Pisalo je v nekem plemiču, Gavardu in njegovem dediču, ki bo s pomočjo paketa Vidim, da ga že imaš. in pisma, ki je v mojem žepu, lahko razrešil skrivnost, ki je v bogatstvu skrito. Odpremo paket? Čakaj, da ni noter bomba. Bomba? Kakšna bomba? Prava bomba? Taka, ki nas lahko ubije? Ne, no. Nehaj pa ničariti in kričati. V knjižnici smo, lahko nas vržejo ven. Kaj mogoče v pismu, kakšno geslo? V pokrajinskem muzeju visi Gavardov portret. 17 na zahod, 5 na jug, 180 stopinj, zid, tla, 120 stopinj in 30 centimetrov. Kaj? To naj bi bile nekakšne koordinate, ki nas bodo prepeljale do nove sledi. Zdaj pa hitro v muzej. To je potegavščina, nekdo nas zafrkava. Ne, to ni potegavčina, detektivka je to, detektivka. Mene je malo strah. Nekdo ve, kje jaz živim. To je bilo to. Maknite se, otroci, moram naprej. Kdo je bila ona? Tudi ona se mi zdi znana. Joj, zdaj so ti naenkrat vsi znani. Pa videla sem jo v časopisu, ampak ne vem, zakaj je bila tam. Dobro, ajde, gremo hitro v muzej, da pridemo čim prej do bogatstva. Jo. Prav nič me ne zanima, kako jih bo zvabila v ulico. Edino, kar je važno, je to, da jih zvabiš v podhod in vidva molcu dame ta paket. Vse jasno? Razumem.
Ampak, Margus, to so samo otroci. No, figo me briga, kaj so. Hočem paket. Ma, ni blema, gospa. Vse bo zrihtala. Koliko boste plačala? Marš delat. Najprej opravite svoje delo in potem se bomo pogovorili o plačilu. Ma, sem mislil... To je slab znak, če ti misliš. Dobro, koliko rečete, gospa? Ej, Popi, kaj te skrbi, če so mulci? Se ne bo treba nobenega ubiti ali pa zmlatiti. Sem, ko bodo mene zagledali, se bodo toliko ustrašili, da bodo sami vse povedali in dali paket. Pa vsak meni brco v rit in bo leteli, kot mradi prasci. Pa ti si prostak. Razumeš? To je ta zadnjo, ko s tabo delam. Brez družinskih prepirov, prosim. Oj, mularija gre, na mesto. Ok, brez napak. Vse jasno? Ja, smo. Otroci! Zlati otroci, pomagajte. Pomagajte. Denarja ne dajemo klicem. Ne, sej jaz nočem denarja. Pomagajte mi nesti vrečke do stanovanja. Veste, nam se malo mudi. Drugače bi vam z veseljem pomagali nes vrečke. Bo že kakšen močan moški prišel in nesel vrečke. Mi smo samo otroci. Ja, sej vem, da ste samo otroci, ampak ker vas je toliko, bi lahko vsak nekaj primil in nesel. Prosim vas. Mene vse boli. Stiska v žilah, boli v križu, trga v ramenih. In prav sama sem na tem svetu. Prav sama sem. In nobenega nimam, ki bi mi kaj pomagal. Prosim vas. Vsak prime eno vrečko in jo nese. Nam bo vzelo 5 minut in potem šli bomo naprej. Jaz ne bi, kaj pa če to past? Ni pas, ne paničari, no. Sej nič ne paničarim, sem samo previdna in moj nos mi pravi, da tukaj nekaj ni v redu. Čekaj malo, ta ženska se mi zdi znana. Zdaj pa so ti že kar vsi znani, no nehaj. Nekje sem jo videla in pika, verjemi ali ne? Dajte no, hitro nesemo vrečke in potem gremo naprej. Ma, boste videli, bomo hitro nesli vrečke v stanovanje. Čakajte, kje pa imate kakšne vrečke? Tu dol po ulici, prav pred vhodom v blok. In kje je tukaj kakšen blok? Takaj nisem vam rekla, da je to pas. To je res nekaj sumljivega. Reši zbežimo proč. Čakaj, Zdaj vem, kje sem videla to in tisto z knjižnice. v naslovnici časopisa. Še 2 sta bila zraven. Po noči so vdrli v muzej in našli so jih kopati na muzejskem vrtu. Zbežimo. Ne, lepo počasi. Dajmo narediti načrt. Najprej gremo proti podhodu, kao da nesemo vrečke. Potem pa zbežimo. Najprej vi 3 in bolj jaz. V redu. Jasno? Jasno. Mene je malo strah. Ne paničari, no in teči. Kaj pa še petate otroci? Nič, gospa, pojdimo po vrečke. Kje so? Zginili, a kaj? Sposobnež si! Otroke sva zgubila! Zdaj sem pa res jezen! Kje so? Le novi nesposobneža!
to je tista ženska, ki je potrkala pri meni na vratih. In to je tisti fant, ki nam je predal paket. Kdo sta? Jasmina in Marko sva, takoj morate v muzej, tam se skriva odgovor na vprašanje. Po moje je napisan v obliki pesmi, saj je Gavardo bil odličen pesnik. Navodila sem dobila pismo. O ne, tista ženska mi je v knjižnici vzela pismo. O ne! Prehitela nas je! Še dobro, da smo živi. Ne bi smeli pustiti tisti ženski, da se sama ukvarja z zakladom. Ne. Jaz sem detektiv. Jaz bom rešil to nalogo. In verjemi, Gavardo, da bo tvoja zapuščina pri meni na varnem. Se ti ne zdi, da malo pretiravaš? In poleg tega pa, ko se ta stvar zaključi, bo midva se malo pogovorila o tem, ker ti sploh nisi Gavardo, ampak si Tadej. Bomo potem. Vse je bilo za dobre namene. Ok, zdaj pa hitro v muzej. Dober dan. Dobar. Imate kaj od Gavarda? Gavardo. Ker v muzeju nisem nič našla. Nekaj imamo, ja. To bo za podpisati, tukaj. Hvala. Rokavički. Ovdje je škatla. Ok, hvala. Ste bili toliko časa? Rabim paket, takoj zdaj. Nikoli! Prav, tudi brez paketa bom našla kraj. Brez paketa ne boš nič našla. Jaz imam pismo, vi imate paket. Ti si zlobna. Daj nam pismo, pa ne bomo poklicali policije. Jaz sem Gavardova edina dedinja in zato njegovo bogatstvo pripada meni. No, lepo počasi. Gavardo ima le enega dediča. In to je Tadej. Kaj? Kdo? Tadej! Ti Gavardov dedič? Fantastično! Dobiti moramo pismo. Nikoli! Vsebino znal na pamet. Gavardo! Kdo me kliče? Kdo je to? Nimam pojma. To je preveč za en dan. Pa samo zgodovino sem se hotela učiti. Ne delati panike, vse bo v redu. Utihni, Špela, in nehaj, ti delaš paniko in kričiš. Kaj iščete? Oziroma tvojo skrito dediščino. Bi bil tako prijazen in povedal, kam si jo skril? Jo najdem, vzamem in grem. In te ne bom več motila, lahko počneš v svojem neskončnem miru. Ona se pogovarja z glasom, ki prihaja od ne vem kje. Gavardov duh se je prebudil. Jezen je. O, Gavardo, tvoj dedič Tadej ti govori. Nismo sovražniki, usmili se nas. Samo tvojo dediščino želimo spraviti na varno. Ja, nismo sovražniki, samo prijatelji smo, ja. Tadej, pa saj ti ne verjameš, da duh govori. To je čar starih mest.
Zato imam tudi rad tako zgodovino. Jaz predlagam, da zbežimo iz arhiva in čim prej. Se strinjam, Gavardov duh nas bo kaznoval. Pa dajte no, to je potegavščina. Gavardo je umrl leta 1736 in je pokopan v Parizu v cerkvi Saint-Sulpice. Je res? Ja. To je samo potegavščina. Nekdo nas vleče za nos. Pa dajte no. Nekaj si se pa le naučila o Gavardo. Prosim, čim prej iz arhiva gremo. Ok, gremo. Kje pa ste Jasmina in Marko? Izginila sta, duh jo je ugrabil. Ma ne, no, nihče jo ni grabil. Verjetno ste že zunaj in nas čakate. Duh jo je ugrabil in tako bo zdaj še tudi nas. Pa daj no, ne paničari. Samo šla sta, ko sem slišala zvok oziroma glas tega duha. Gremo ven. Končno, dediščina, paket je moj! Moj paket, vrni ga! Mi še na misel ne pride. Z Jasmino se vam najlepše zahvaljujeva, ker ste nama Sicer ne vede. pomagali dokončati nalogo na temo znana plemiška rodbina iz Kopra. Čakaj, kaj? Jaz ne razumem. In kaj je v škatli? Kakšna naloga? Nič ne razumem. Z Jasmino sta sošolca in pri zgodovini so dobila nalogo, da na čim bolj izviren način pokaževa in prikaževa najbolj znano oziroma eno izmed najbolj znanih rodbin iz Kopra. Nobene ideje niso imela, dokler ni Jasmina Na avtobusu slišala za plemiča Gavarda, ki izhaja iz koprske plemiške družine in je živel v 18. stoletju. Na kakšnem avtobusu? Ne razumem. Pred parimi tedni sem se vozila na avtobusu in ste bili tam tudi vi in ste se pogovarjali o testu od zgodovini. In Tadej je povedal za Gavarda in tako sem prisluškovala in ugotovila. kako prikazati najno domačo nalogo. Sledila so vam in takoj sva izvedela, kdo je najbolj zavzet zgodovinar in kdo ni, kam pozvoniti in kaj napisati. Vse ostalo je bilo malo sreče in spleta okoliščin, razen Margot, nje nismo pričakovali. Ja, res nismo. Ampak priznajmo, da je vse stvari lepo popestrila. In ko sta vas tista tepca lovila, je bilo tudi mene za trenutek malo strah. Ampak samo za trenutek. Čakajte, pa kakšna šala je tukaj not? Od moje babice. Ja, zapuščine ni. No, saj jaz ne vem, da bi bila. Lahko je. Ma, kje tipi, jaz sem se zabaval 100 na uro. Odlično. Sploh ni važno, da ni dediščine, važno, da smo se zabavali. Super. Po mojem se temu Gavardu zdaj kovca, ker toliko govori na njem. Pa kaj se mu koza, če že več kot 200 let mrtev? Kaj pa, če njegov duh še vedno tebe pokopno? Joj, daj nehaj tistimi tvojimi detektivskimi zgodbami. Ta je bila dovolj za nekaj časa. Ampak verjemi, da si se nekaj naučila od vsega tega. Če bi morala iz učbenika brati, se ne bi toliko naučila, kot si se od tega. Sem vam rekla, da sem Jasmino že nekje videla. Moj spomin nikoli ne laže. In sem vam rekla, da je lepa tegavščina. Kakorkoli, prijatelji. To je bilo za danes vse. Hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič.